Pozdravljeni. Pred kratkim so pri Pirelliju predstavili, katere mešanice bodo prisotne na posamezni dirki v sezoni 2021. Poglejmo, kaj se je spremenilo in kaj lahko pričakujemo. Poleg tabele, ki jo seveda sedaj imate vsi pred očmi, je Mario Isola v posebnem članku pravzaprav razložil, kaj se je spremenilo od tistih izborov iz leta 2020 do teh novih za sezono 2021. Zatrdil je, da velikih sprememb ni. Vse, kar so hoteli, je bilo to, da so bile stvari malce bolj racionalne, da bi lahko ekipe imele na razpolago bolj uporabne mešanice pnevmatik in da bi tako zagotovili bolj zanimive dirke. A kot ponavadi, hudič se skriva v podrobnostih in skupaj si bomo ogledali, kaj se je pravzaprav spremenilo. Zanimivo je to, da sam Mario Isola je zatrdil, kako so šli pri dveh dirkah malce bolj na mehkejšo stran. Na veliki nagradi Azerbajdžana tako ne bomo videli tiste pnevmatike C2, temveč C3, C4 in C5. Podobna situacija na veliki nagradi Brazilije. Ne bo več pnevmatike C1, temveč tisti sredinski izbor C2, C3 in C4. A najprej moram poudariti, da mešanice pnevmatik so enake lanskim, konstrukcija pnevmatik še zdaleč ne. Zato direktna primerjava med tistim, kar bomo videli v sezoni 2021 in tistim, kar smo videli v sezoni 2020, ni aktualna. A vseeno zanimivo je nekaj drugega. Mario Isola zagotavlja, da v tistih velikih nagradah, ki smo jih videli v sezoni 2019, tako v Azerbajdžanu kot v Braziliji, nismo videli uporabe pnevmatike C2 ter C1 za vsak primer posebej. In seveda, ukolikor pogledamo tiste tabele, ki jih prav tako objavlja Pirelli po dirki, moramo zatrditi, da ima prav. Marsikdo izmed vas se bo sedaj vprašal, zakaj je sploh potrebna razprava okrog tega. Najprej moramo razumeti, komu najbolj škodi tak izbor mehkejših pnevmatik. In odgovor je seveda za marsikoga presenetljiv. Najbolj škodi ekipam, kot je na primer tovarniška ekipa Mercedesa. Tistim bolidom, kateri so sposobni zelo velike količine energije usmeriti v pnevmatike in posledično v tli. Spomnimo se, kaj se je zgodilo na veliki nagradi Velike Britanije in veliki nagradi 70. obletnice Formule 1. Kot vam je znano, na veliki nagradi Velike Britanije smo imeli izbor C1, C2 in C3. Na naslednji dirki se je praktično mešanica postavila z stopinjo bolj proti mehkejšemu polu in smo imeli na razpolago C2, C3 in C4. Vsi se dobro spomnimo na veliki nagradi Velike Britanije, ko so pnevmatike na bolidu Lewisa Hamiltona, Valtterija Bottasa in Carlosa Sainza mlajšega v zadnji fazi dirke dobesedno popustile. Spomnimo se tudi, kako na naslednji dirki z mehkejšo pnevmatiko praktično Mercedes ni bil konkurenčen. Seveda, treba se vprašati, zakaj. Odgovor je sila enostaven. Mehkejša, kot je mešanica gume v pnevmatiki, na nižji delovni temperaturi dela. In tu vidite to tabelo brez skrbi, čeprav ste opazili, da je iz sezone 2019 so mešanice enake današnji. Torej, bolid, kateri prenese veliko količino energije, predvsem iz tistega aerodinamičnega dela oprijema na pnevmatike, le te bolj segreje. Ukolikor so te mehkejše, se lahko tudi lažje pregrejejo in tako imamo tiste nezaželene pojave, kot so na primer mehurjenje, luščenje ter podobno. Kolikor se ekipe
Želijo temu izogniti, dobesedno so prisiljene zmanjšati nastavitve, tako da te sile relativno ne vplivajo na temperaturo in posledično so počasnejši. To so nam dokazali na lanski veliki nagradi Velike Britanije in seveda veliki nagradi 70. obletnice Formule 1. Kot sem poudaril, letos, kljub temu, da imamo na veliki nagradi Velike Britanije isti izbor mešanic, bomo videli, da zaradi konstrukcije same pnevmatike bo zadeva bistveno bolj varna. Razumeti moramo nekaj drugega. Formula 1 je vrhunska kategorija motošporta. Tu se ne gleda toliko na samo varnost, kot predvsem na hitrost. Treba je razumeti še nekaj drugega. Imamo kar nekaj dirk, katere so na prvi pogled različne, kar se tiče same konfiguracije proge, a imajo enak izbor mešanic. Velika nagrada Portugalske, velika nagrada Španije in velika nagrada Velike Britanije. Tu imamo tisti izbor trdot C1, C2 pa C3. Po drugi strani vidimo na primer veliko nagrado Kanade, katera ima popolnoma enak izbor kot velika nagrada Monaka. C3, C4 in C5. A to je izjemno kompleksen problem, katerega bomo razumeli komaj, ko bomo videli, kako se bodo obnašale nove pnevmatike in kak bo tisti minimalni predpisani pritisk v njih. A vrnimo se k Mariju Izoli in njegovemu zatrjevanju, kako bo vse bolj enostavno. Treba je poudariti najprej nekaj. Mnogo navdušencev si želi več postankov v boksih. S takimi izbori, kot jih vidimo danes v Formuli 1, bo marsikdo izmed nas razočaran. Namreč matematično je dognano, da ukolikor ne pride do posebnega spleta okoliščin ali v navednicah napačnega izbora pnevmatik, je najhitrejša varianta tista z enim samim postankom. In tudi pravilnik kaže v to smer. Zavedati se moramo naslednjega, da v sezoni 2021 bodo veljala še zmeraj tista pravila, katera so vpeljali v lanski sezoni zaradi COVID-19. In glavna pomanjkljivost bo, da vozniki sami ne bodo izbirali tistih 13 setov pnevmatik, katere bodo imeli na razpolago skozi vikend. Pirelli bo za vsakega pripeljal 2 seta tiste najtrše mešanice, 3 sete tiste srednje ter 8 setov najmehkejše mešanice. In tu moramo biti mi navdušenci še posebej pozorni. Namreč tista srednja pnevmatika, govorim o mešanici C3, je v eni kombinaciji lahko najtrša, nato tista srednja ali najmehkejša. Naj vas to ne zavede. Zanimivo je nekaj drugega. Vračanje pnevmatik po prvem, drugem in tretjem prostem treningu ostaja nespremenjeno. Prav tako pravilo, da vsak voznik mora imeti na sami dirki na razpolago set najtrše, srednje in mehke pnevmatike, ter da mora na sami dirki uporabljati 2 različni mešanici oziroma tipologiji. To, ukolikor naredimo lep preizkus, nam pokaže, da sami vozniki kakšne velike izbire, kar se tiče strategije, v bistvu nimajo. Sedaj, če malce obnovimo naše znanje glede vračanja pnevmatik, bomo ugotovili, da vozniki na veliki nagradi pravzaprav nimajo velikih opcij, kar se tiče strategije. Na razpolago imajo 13 setov. Od teh 13, 3 zagotovo morajo obdržati. Po prvem, drugem in tretjem prostem treningu vsak izmed voznikov vrne 2 seta po lastni izbiri. A tu bi rad pripomnil, da lahko rečemo v večini primerov, da bo vrnil enega najtršega, enega srednjega in ponavadi 4 tiste najmehkejše. Prvih 10 seveda vrne še tisti 7. komplet. Tisti komplet, s katerim so naredili najboljši čas v zadnjem delu kvalifikacij, kajti oni začnejo s tistim setom, s katerim so postavili najboljši čas v drugem delu kvalifikacij. In ukolikor pogledamo sedaj to našo skico, bomo ugotovili, da novih pnevmatik pravzaprav
nimajo ne vem koliko na razpolago. In sedaj bi vas rad spomnil na tisto alokacijo oziroma tisti izbor, katerega je dobesedno vsilil Pirelli. In če vzamemo primer, naprimer velike nagrade Brazilije, kjer smo imeli v sezoni 2020 predviden izbor C1, C2 pa C3, si lahko mislimo, da so imeli vozniki na razpolago 3 sete pnevmatike C2, čeprav je imela tedaj namišljeno ta rumeno obrobo. Sedaj v sezoni 2021 je planirano, da bo ista pnevmatika imela belo obrobo in bosta samo 2 seta na razpolago, torej eden manj. Seveda tista najmehkejša C4 bo imela vlogo neke kvalifikacijske pnevmatike, kajti če pogledamo, kako se je odvila sama dirka, bomo ugotovili, da mehkejša pnevmatika od one C3 pravzaprav ne bi prišla do izraza. Vprašanje, katero se poraja mnogim izmed vas, je, zakaj v sodobni Formuli 1 vidimo tako malo postankov. Odgovor je seveda kompleksen, a skušal bom zadeve poenostaviti. Izguba časa pri menjavi pnevmatik je prevelika. Prepočasi se vozniki vozijo po tisti dovozni poti skozi pit lane in čeprav mehaniki zamenjajo kolesa v 2 sekundah, so oni, ki so ta čas na progi, bistveno hitrejši. Malce močno zaokroženo bi lahko rekel, da ritem, katerega bi morali držati vozniki z 2 setoma mehkejših pnevmatik, bi moral biti tam okrog sekunde na krog hitrejši od onega ritma, ki bi ga držal voznik z ono srednjo pnevmatiko v istem času, kar pomeni, da bosta oba na koncu prišla čez ciljno črto nekje tam skupaj. Torej, vsakomur izmed nas je jasno, da se zadeva že na prvi pogled ne izplača preveč. In to je ena izmed težav, katera je očitna v sodobni Formuli 1, a ne smemo kriviti za to Pirelli, temveč kompletno Formulo 1. A v novi sezoni 2022 se bodo zadeve lahko obrnile. Takrat ne bomo več gledali pnevmatik z 13-palčnimi platišči, temveč pnevmatike z 18-palčnimi platišči, katere bodo za sabo povlekle ogromno težav in lahko bomo zopet razmišljali, kako se bo spremenilo obnašanje določenega bolida pri minimalnih spremembah, a do takrat je še celotna sezona 2021, katera se še niti ni začela. Zato raje posvetimo našo pozornost sedanjosti, kajti za prihodnost nam ostane še kar precej časa. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.